Dan, dobro večer vsem. No, smo se dobili ravno v nekem takem času dneva, ko je lahko oboje. Zdaj je pa res pomlad prišel v deželo, ne samo na stene urada s temi čudovitimi slikami, ki nam jih je prijazno posodila Slovenska izseljenska matica in so delo ene zanimive slikarke slovenskega rodu, ki živi in ustvarja v Avstraliji, tako da imamo malo eksotike, ampak tudi zunaj, no, je sonce, hmalu bo dan mladosti in zato tudi mi danes na tem večeru sredi domovine smo živahni, smo mladi, smo polni energije in jaz bi vas res prosila, da lepo pozdravimo naša dva današnja gosta. Z nami sta Tomi Putin in Denis Danel. Dobrodošla. Tomi, Denis, kako sta? Super, krasno. Dela dosti, ne? Potovan tudi verjetno zdaj v tem času, glede na posel, v katerem sta. Ja, je kar celo leto isto. Vsi me sprašujejo ponavadi, zdaj je sezona. Ne, v bistvu je vedno sezona. Kako si izberemo, v bistvu, na srečo imamo toliko vpraševanja, da si jo naredimo. No, torej, zdaj že prvi podatek smo dobili, da za Avsenike je celo leto sezona. Nekako. Jaz bi začela, preden pridemo do te teme, ne, Avsenikov, bi res začela z eno prošnjo, da malo nam povesta o sebi, pa mogoče Denis začne, s kje si doma, s kakšne družine, kakšno je bilo tvoje otroštvo, kako so te vzgojili v to tvojo slovensko identiteto. Imam časovno omejitev, ne? Ne. Torej doma sem iz Trsta, bližine Trsta na Brežine, točneje, čeprav družinsko smo bolj vezani na Kontovo, ampak mi tam živimo. Oče je zamejc, mati je Slovakinja, tako da tukaj je že malo zapleteno. Skratka, v Trstu sta se spoznala, tam sem rojen in v bistvu tam sem preživel večino svojega življenja do malo časa nazaj, ko sem skupaj z tem kolegom stopil v drugo življenjsko fazo in potem se je postalo malo bolj, recimo tako, razgibano. No, me je bilo razgibano že na začetku. Ne? Zdaj, ko se spomniš svojega otroštva, doma ste govorili slovensko, ste govorili slovaško tudi, so te naučili slovaščine? Mama me je naučila, ampak doma smo se pogovarjali slovensko. V glavnem, nikoli, da bi vedel, oče razume, se pa mama naučila in italijansko in slovensko in govori zelo dobro. No. Zelo težko kdo pogrunta, da je Slovakinja. Ponavadi jo skušajo malo razumeti, ker ima neke besedne zveze, ampak točno ne znajo, kam jo postaviti. No dobro, se večina Evrope je tako Slovenci, Slovaki, to ne vidijo nobene razlike, nasmešajo, tako da. Ampak se pravi, da si rasel v bistvu s tremi jeziki, kot trojezičen. Mislim, jaz bi rekel predvsem slovenščino, po slovaščino in italijanščino sem se naučil bolj iz televizije pa šole. Ampak predvsem pol, ko sem začel šolo, pa doma nismo se pogovarjali italijansko. Razen, ko sta moja dva htela se nekaj sporazumevati, pa nista htela, da jaz razumem. To je bil šifriran jezik. Ja. To mi pri vas, kako je bilo? Ti si blizu, ne pa z iste vasi? Jaz sem zelo blizu v bistvu. Jaz prihajam iz ene krasne vasi, ki se imenuje Salež, kjer ste vsi lepo vabljeni, da pridete. Sicer ni nič, sem pa jaz doma, če slišate kakšno trobento, ker sem tam doma. In podobno, tudi ja. In podobno kot Denis. S tem, da sta oba zamejca, oče in mama. Minus Slovak. Minus Slovaška, jaz ne znam nič. Ne znaš Slovaško? Zato imam njega, kaj rabi. In podobno, vse šole sem naredil v slovenskem jeziku. V bistvu osnovno sem imel, takrat še delovala prav v vasi. Mislim, da celo drevo, dokler jaz poznam, so vsi zamejci. Recimo nonti sploh ne znajo dobro italijansko sploh. Niti slovensko v bistvu. V bistvu, ker mi govorimo po domače, rečemo mi, ne. In z italijanščino sem se tudi jaz srečal kasneje, ko sem si zelo želel igrati rokomet. In nismo imeli nobenega društva pri nas, da bi imeli rokomet, ker v Italiji rokomet ni toliko razvit. Ampak
edina varianta je bila, da grem v Trst in sem šel v Trst in tam je bilo moje prvo srečanje z italijanščino. To je izgledalo tako, da sem 2 leti molčal. Sem prišel v slačilnico, sem rekel čau, sem dal glavo dol, ker malo nisem znal jezika, malo nisem poznal mojo sramežljiv. In potem počasi tudi jaz in študijem in v šoli in televizija, tam so nas italijanščino. Pa ma je bilo za oba vprašanje težko to? Je neko breme tvoje? Preklopiti v italijanščino. Živeti tako, bi rekla, v prevladujočem italijanskem okolju, z nekim drugim jezikom, z neko drugo identiteto, to drugačnost v bistvu nositi s sabo. Mislim, itak prvič priješ v Trst, začneš govoriti z njimi knjižno italijansko, oni takoj pogruntajo, tudi recimo uporabljajo besedo za to, kaj si, ne? Temu primerno za Tržačane, ki ni najlepša in pač tebi malo zavre kri občasno, ampak pogotoviš, da to ni neki, kar oni mislijo žaljivo, ampak tako se sporazumevajo, mi to pa malo doživljamo tako, da se nas malo dotakne, ampak pol se naučiš tržaškega narečja in nekako postaneš del skupnosti. Nisem nikoli imel recimo večjih težav. Je pa šok prvič, ko priješ v Trst pa ti reče, kosala vol, ti si tako, kjer jezik je to, ja. To mi ti, kako si doživljal to dvojnost za reči. Sem imel, tako smo imeli te zgodovinske spomine, ki so jih predajali glede raznih sporov, ne, ki so bili med Slovenci in Italijani, predvsem v Trstu in tako. Sem imel en moment treme, oziroma me je bilo strah. Sicer ne vem česa, ker ne vem, če je bilo dejansko kaj, ampak prav zaradi tega rokometa, ko sem šel tja, jaz sem imel na telefonu, takrat smo imeli pesmi, smo shranjevali po telefonu in si ni bilo Spotify, jaz sem imel na telefonu polno naravno zabavnih slovenskih in me je bilo sram, in sem jih brisal, dejansko. Sem jih vse pobrisal, zato da ne bo kdo videl, kako bo rekel, kaj je to, nisem hotel, me je bilo strah, že tako sem bil tiho, še to sem rekel, ne bo nič, mene bo mogel strah. Tako da, ampak potem sem se opogumil in sem videl, da sem bil v bistvu med fajn ljudmi in ni bilo nobega. Ampak sem imel strah, ne vem, če sem se ga sam naredil, verjetno ja, ampak sem slišal toliko zgodb, tako je bilo precej slabših in tako. Ta je bil moj prvi stik z današnjim, ampak potem sem imel samo dobre izkušnje. No, mlad človek verjetno itak ga je malo strah biti drugačen, ne samo zaradi jezika, zaradi vsega. Pač si želiš čim bolj se vklopiti v neko vrstniško družbo in tako da je tudi nasplošno. No. V šoli slovenski, z vašimi vrstniki, govorim zdaj v osnovni in potem v srednji, ste komunicirali v slovenščini? Je bil še živ jezik kot na hodnikih, na avtobusu? Ja, striktno slovenščini. Mislim, ko si prišel na avtobus, si tak 44, 46, ne? Si prišel gor in dejansko jaz ne vem, če je bilo takrat, ko sem jaz hodil v šolo, takrat med šolali nekoga, ki ni bil Slovenc, no. Redki, mogoče par, ampak zelo so bili v manjšini in smo se sporazumevali v slovenščini, no. Sploh na začetku, ko sem hodil še v nižje šole, ne. Pa ko sem šel na višjo, ko smo hodili v Trst, tu pa tam se je kakšen najdel, ampak drugač, recimo si srečal tudi Borisa Pahorja, no, na avtobusu, ni bilo tako težko, tako da smo bili takrat še v večini, no. Zdaj pa ne vem, ne bi vedel, če si sklenil. To bo mogoče to mi bolj vedel. Ja, niti jaz ne vem, kako je zdaj. Vem pa, da so bili tudi primeri, recimo v vrtcu, vem za enega fanta, ki je bil sicer malo mlajši od mene in zdaj se bolj dogaja to, da sta oba starša Italijana in kar data sina v vrtec. V bistvu ne, zdaj se dogaja celo nekaj, ki ni tako najbolj enostavno, dodajo sina, ki je že odrasel kar v osnovno ali na koncu ali potem že v srednjo, kar tako nas pustijo. In mi smo tako sprovedli, ne vem, nismo razmišljali takrat, ampak se je on sam od sebe navadil slovenskega jezika in smo mi govorili slovensko, on je znal perfektno slovensko. Itak je bil majhen, je lažje. V bistvu smo imeli par takih sošolcev, ne? Ana Pavli,
Ja, ta Recimo. dobra. Ja, Alessia tudi. Smo bili v bistvu iz italijanske družine, ampak malo, ker so razredi slovenski manjši in malo, ker so bile družine verjetno malo bolj odprte in so vedele, da je to lahko prednost, se je to veliko dogajalo. Ali pa celo, da so pošiljali otroke v slovenske šole v Slovenijo, tisti, ki so bili dovolj blizu meje. Ja. In v bistvu, če je dovolj velika kritična masa, če je zadosti ljudi, ki govorijo slovensko, potem se še zgodi, da tudi tisti, ki ne zna slovenščine, se prilagodi. Prav zdaj po zadnjih podatkih, ki imam kakšne prijateljice, ki so bile sošolke, zdaj so že učiteljice ali kaj takega. Zdaj se pa rado dogaja, da če je en italijansko govoreč, kar vsi preklopijo na italijansko, kar ni najboljše za našo kulturno dediščino, očitno je lažje, ne vem. Ampak mi nismo imeli tega problema nikdar, da bi v italijanščini govorili zaradi, ki je en sam. Mislim, ne da ga bi zdaj ne ti ne razumeš, ampak je šlo samo, ne vem, nismo razmišljali takrat, ne, pač tako on se navadil in se vključil, če kaj ne razumel. Kako si se ti navadil po rokometu, ne? Ja, Ko so ostali na nasilju. sredo. Ja, mi smo recimo, jaz sem igral nogomet in jaz sem igral v slovenskih društvih, ampak je bilo kar nekaj mojih soigralcev iz italijanskih družin, ki so hodili v italijanske šole in niso imeli pojma slovenščine. Tako izven. Samo recimo tiste tehnične stvari za nogomet pa so razumeli. To recimo, ko je bil trener jezen, so zelo dobro razumeli, ni bilo treba nobenega prevoda. Se pravi, so hitro osvojili besednjak. Ti si hodil v glasbeno matico, ne Denis, kako je bilo to? V bistvu ima zanimivo povezavo. Jaz sem začel z Alanom Ljupincem, ki je tudi njega učil, ampak on ni hodil z glasbeno matico. Jaz sem pač takrat glasbo sem začel, ker moj oče igra pri godbi in tako sem prišel v kontakt z glasbo. In po neki točki je on hotel, da se grem učiti, no, meni ni bilo najbolj do tega takrat na tisti točki, ampak takrat se je glasbena matica sodelovala z temi raznimi pihalnimi orkestri, godbami in si lahko imel dejansko ure v svoji vasi, kar je bilo zelo, zelo, zelo lepo in pomembno, ker si dejansko so bili na teritoriju zelo prisotni. No. In moram reči, da takrat nisem vedel, ampak sem kasneje ugotovil, da nekaj sem od tega odnesel, da ni bil sam to 1 ura na teden, kjer je Zoran rekel, kaj boš kaj vadil? Ti je oče zbral inštrument tudi? Ne, to pa ni. Si sam se odločil? Ja. To ti si se učil pri Zoranu, praviš, ampak ne v glasbeni matici. Ne. Jaz imam že od otroštva, po mojem mi še kar ostaja, ne vem če je prav, ampak hočem vse sam narediti in sem se precej stvari naučil sam. Ampak sem pa začel z Zoranom, zaradi bratranca, ker sem ga videl, ki je 4 leta starejši od mene in je igral frajtonovce in sem si strašno želel tudi jaz igrati, ker mi je bil zgled. In sem rekel, mami, jaz čem igrati to. Ok, sem bil res majhen, 4 leta sem mislil. In smo šli do gospoda Rutarja, ki dela harmonike in je rekel, kako ti lahko jaz naredim harmoniko, če ne moreš niti hoditi še blizu. In potem sem mu nekaj zaigral in rekel, ti bom naredil. In sem hodil v Ljubincu domov in mi je bilo zelo fajn, dokler mi ni rekel, zdaj se bova pa naučila note brati. In malo teorije in solfeggio in to, in jaz sem se po posluhu hodil tako sam, ne. In s tistimi notami on ima en zelo fajn sistem, ki napiše tipke, tako si je on zmislil in je zelo fajn za diatonično harmoniko. In potem je ustrajal z notami in jaz sem rekel, ok, čau. In sem opustil glasbo totalno. Je bila ta transakcija v rokomet, v italijansko družbo. V Trst sem hodil, se družil samo s Italijani, sem imel en moment v življenju, ki je bil drugačen kot zdaj. In potem sem spet preklopil na to. In kaj se je zgodilo, da si se vrnil v glasbi nazaj? Ne vem, precej stvari. Po mojem, da sem dobil punco takrat. Se mi je zdelo, da bo tako. In potem smo naredili prvi ansambl, moj in njegov, verjetno, ker sva že igrala skupaj v ansamblu.
je bila tudi ta punca in ostali. In od takrat mi je začelo, da bi spet se s tem in sem se oddaljil tam, sem postal rokomet, sem začel spet sam nekaj probavati. In potem v bistvu smo rabili klarinet v ansamblu, ker ni bilo nobenega. In sem rekel, bomo jaz probal. In od takrat sem začel. Se pravi, da si se tudi klarineta naučil sam? Najprej ja. In potem so mi precej ljudi rekli, da si dober, samo če se nam šel učiti, ne bo nas tebe nikdar, ker ne biti tako. Ok, probamo. In sem probal in v bistvu sem srečen, da sem zdaj. Da znam brati note, da sem šel na akademijo, konzervatorij. Kako me je pol peljala po temi? Zdaj ti pač to trobento si osvojil v glasbeni matici. Še vedno osvajam. Še vedno osvajaš, ampak... Kakšen dan je bolj srečna, kakšen dan zmaga ona, kakšenkrat zmaga jaz. Ne more biti tako, vedno mora biti tako, ne. Kje je bil pol ta preskok, recimo, da si rekel, bi se s tem ukvarjal malo bolj resno, kot na ravni neke ljubiteljske glasbe? V bistvu tukaj mislim, da je bilo zelo pomembno to, da smo imeli ansambl. No. Ni bil to tisti preskok. Kako se klical ansambl? Domači zvoki. Domači zvoki. To ni bilo tisti, recimo, ključen faktor, ampak definitivno je bilo to nekaj, ki mi je pomagalo prebroditi tista leta, se ponavadi so malo kritična, ko se druge stvari postavijo v spredje, mislim, so bile druge stvari v spredje, sem še vedno nekako sem igral, ne. Pa sem šel tudi jaz na neki točki, sem se odločil, da bom šel malo bolj resno v študij, no. Prvo tako malo sem šel probat, ker nisem čist vedel, če to res hočem. Sam sem naredil sprejemni izpit in sem začel hoditi v konzervatorij. In potem nekako sem ugotovil, da mi je to res všeč, no. To mi ti? Jaz sem na silo se upisal. V bistvu imam eno zelo lepo, tako, jaz sem si dejansko mislil, da mi bo uspelo. Jaz nisem znal not, nisem znal nič, sem znal pihati otočice do jezera na Roblek in to sem se posluhal lepo znal in sem šel k profesorju v godbe, iste godbe, kjer igra Denis in njegov oče. To je na Brežina. To je Prosek. Prosek, ja, kaj boljša. Tako pravijo. To je... Dajmo zdaj ne izkopati vojne sekire, ki prosila prisotne novinarje, da pač ignorirajo ta... Ni bilo nič, nismo rekli nič. In sem šel k temu profesoru, ki je še učil tam z Kopra. In sem rekel, jaz bi rad to študiral, znam nekaj pihan, ne poznam malo nič not in imam toliko let, da bi rad šel na akademijo. Kar direktno. In me je gledal si. In dejansko me je pripravil, nekaj malega sem hodil po vseh možnih ljudeh, da me čim prej naučijo vsaj nekaj malega, da bom šel v Ljubljano, seveda. In sem se prijavil in sem šel v Ljubljano in sem imel sem znal itak na pamet, ker sem tolikokrat ker noco nisem notor pobrati. Teorijo sem šel čez, ne vem kako, verjetno je imel dober dan ta profesor. Ampak me niso sprejeli. Ampak sem dobil 80 točk na 100, je bilo treba 90. In me je malo odbilo, sem mislil, da mi bo uspelo, itak da ne, zdaj ka vem, ne. Kako bo, ne more biti. In sem se še malo pripravljal, so me sprejeli v Trstu. In potem podobno kot on, sem kar si želel potem vedno več, da bi delal s tem v življenju. Tisto, kar se reče v Trstu konzervatorij, je v bistvu akademija za glasbo za reč. Recimo v Sloveniji konzervatorij je srednja šola, ne? Kako sta se znajdli v Trstu? Mislim, kakšna je ta akademija, kakšen je ta konzervatorij kot inštitucija, kot okolje? Mislim, meni je bilo super. Jaz se lahko sam zahvalim profesorju, ki je v bistvu sem šel čez eno tako malo, kar veliko krizo, no. In me je sam podpiral in tudi, če mogoče ni bil tisti, ki je tehnično rešil moje težave, mi je pa vsaj dal možnost, da sem šel k nekomu, ki mi je pomagal prebroditi te težave in mi je tam podpiral. Pol pa mi je zelo veliko pomagal tudi, ko sem nehal.
ker sem se z njim pripravljal na avdicije in vsakeč, ko je šlo slabo in ko sem mislil, da bom sam zaprl kufer in prodal trobento, me je podpiral in na neki točki se je sam zgodilo, da enkrat sem pač šel za hec na eno audicijo na Finsko, ker se je zdelo zmešano, ampak on je rekel pejt. In potem sem klical domov in sem rekel, mama, jaz bom tukaj ostal zdaj par mesecev in ona bi mislila, da se hecam. Samo se nisem. Tako da meni je bilo fajno. Veliko sem dosegel z tega, da sem... To mi te, kako si se znajdel s temi izpiti, kontrapunkt, solfeggio, harmonija in to je šlo v redu. Zelo. Ko si enkrat zagrizel, to te Ja, vedno stremim biti najboljša verzija sebe. Tako da imam mogoče malo manj dobrih občutkov z te akademije, zase govorim, mogoče. In sem imel tudi jaz eno krizo glede igranja inštrumenta, ker ni šlo, pač jaz sem vadil cele dneve in nisem vedel, kaj vadam, kako naj vadam, ampak ni šlo. Pač dejansko ni šlo in sem poslušal, zdaj imamo itak toliko informacij sposod, so vsi dobri razen mene, kako je možno, nekaj mora biti. In sem bil na točki, ko sem rekel, bom zaključil tako, ko je 3 leta, prva 3, in potem pač pustim stati, ker imam cele dneve tle in nič ni, pač tako me je, kar depresiven sem bil. Se rado zgodi pri glasbenikih, po mojem, ker ne vidijo luči kar naenkrat. Tako da sem potem vse svoje krize, moj guru, ki me je rešil, je sicer Strsta, ki je igral v slovenskih harmoniji, ampak ni na konzervatoriju, je bilo potem izven tako. Ampak ja, je pa velika inštitucija, je multikulturna, ker so res ljudje spovsod, ker slišiš vse jezike možne in vidiš vse obrazno možne. Je tako po mesto, ne, Trst, ki je. Ja, v bistvu je odsev mesta. Še malo več, ne, ko imaš kakšne Kitajce, Japonce, kjer se sprašuješ, kje so naše Trst. Ja, v bistvu klasična glasba je taka, ne, da pač to mešane, kar je. Bomo šli naprej, pa bi prvo naredili en korak nazaj. K tisti tvoji zgodbi od rokometa, ne? Ja. In tega, da si imel na telefonu pač slovenske narodno-zabavne pesmi. Ja. Kje si v bistvu se srečal slovensko narodno-zabavno glasbo? V bistvu nimam spomina, zato ker je bilo toliko zgodaj. Imam oba nonta sta bila zelo ljubitelja Avsenika, predvsem Avsenika, ampak tako narodno-zabavne. In smo imeli kasete in smo vedno poslušali, tako da ne vem, kdaj je bil prvi. Ko sem se rodil, verjetno. Tako da, po moje, ko sem bil majhen, sem mislil, da samo to obstaja celo. Ker nisem slišal drugega. In samo to se vrtelo in sem hotel, da se to vrti. In smo dejansko, so mi rekli, recimo, Narobljek in Srečna pot, ki je igrala, tudi sem enkrat rekel na koncertu, to se je vrtelo pač. Stalno, nazaj naprej. Ja, tudi otroci taki imajo to, da ponavljajo. Ja, zelo radi. So bili veseli okrog mene. Je bil jaz zuha, da nisi. Tudi jaz ne bi vedel, po mojem to smo vedno poslušali, odkar ima jaz spominov, je oče to vedno poslušal in zame je bilo to najlepše, ko smo šli nekam z očetom z avtom in meni tako se je zdelo, moj oče imel rdečo Alfo 33, meni se je to zdelo najlepši avto na svetu, Jaz sem imel to avto. Ja, jaz kad sem videl, predvčerajšnjem sem ga videl, to se mi je res zdelo enkrat najlepši avto na svetu, ok, pustimo. Ne, in pač jaz sem komi čakal, da smo se kam peljali, ko on je imel kasete od Avsenika, Alpskega, Slaka in to se je skozi vrtelo. In pol itak, ti ko si malo, gledaš malo svoje starše, so malo tvoji idoli, ne? In njemu je bila ta muzika res všeč in še vedno mu je. Tako da meni nekako je bila posredno, vse sem slišal tudi druge stvari, pa mi je še vedno všeč zelo raznolika dieta muzike, ampak nekako ostajam pod prvi ljubezni, kaj ne rečem. Lepo, kako lepo. Koliko sta drugače recimo poslušala slovenske muzike, zdaj sta rekla prej italijansko, sta se naučila z televizije, koliko sta imela vidva in koliko se vam zdi, da imajo recimo mladi, zdaj tudi novi generaciji, nek stik s slovensko popularno kulturo, najrazličnejšo, govorim z glasbeno produkcijo, ki zdaj nastaja, ali pa tudi filmsko, ali pa kakšno drugo. Mislim, je nek občutek za to, kar se dogaja v Sloveniji, ali je bolj tako ta meja zelo
deli, kar se Ne tega veš, vedel, jaz sem bil vedno tako malo oddaljen od te najbolj slovenske pop kulture, tako da, kar se tiče glasbe, same sodobne slovenske, sem poznal zelo malo. Sem imel zelo, ne vem, tako bi rekel, skoraj enciklopedično znanje kataloga Avsenika Alpskega, ampak pol, ko sem prišel v Slovenijo, pa smo igrali neke z ansamblom zabavne komade drugih izvajalcev, sem tako za neke, ne bom rekel imen, da ne bo kdo užaljen, ampak za neke zelo znane slovenske izvajalce sem bil tako, kdo je to? In vsi so me gledali, kot da sem Marsuc in so mislili, da se hecam. In potem sem se delal, da se hecam, ker mi je bilo malo več. Ampak dejansko nisem poznal. Ne vem, občasno recimo neke stike so bili, ker smo itak imeli slovensko televizijo, smo lahko gledali RTV ali pa recimo Kanal A, ampak da bi bilo nekega rednega stika, bolj mogoče z italijansko sceno kot z slovensko. No. to mi ti. Kakšno je glavno vprašanje? Če si poznal recimo tudi druge, ne vem, si vedno zase. Recimo si poslušal Siddharto ali pa ne vem. Sem. V bistvu sem, zato ker takrat je bilo tako. So bili ti kompas šopi na meji in mi smo šli vedno po gorivo ali na večerjo, ker takrat so bile še fajn cene nižje in smo šli v družino vsako toliko in jaz sem hotel vedno, da se ustavimo tam in sem listal CD-je in sem kupoval vse. Vsakič, ko je bilo kaj novega, sem vzel. Ni bilo slovenske scene, ne, pač vse, ni bilo samo, v bistvu naravno zabavno sploh ni bilo. So bili kakšen turbo folk pa take stvari in sem poslušal Siddharto, Punk rock sem poslušal, bolj rockerske v bistvu. Se pravi, da nek občutek za neko, ker to dostikrat se pretožijo še danes, ne? Recimo nam rečejo, ok, super mladi, imamo šole, imamo kulturna društva, imamo svoje prireditve in tako, ampak mladi v zamejstvu nimajo občutka oziroma nimajo znanja, nimajo stika s tem, kar se dogaja v bistvu z neko sodobno kulturno produkcijo v Sloveniji. To je tako ena predvsem pogosta pritožba. No? Recimo vedno na zamejskih radijih ali pač tiste, ki imamo televizijskih programov, ni najbolj sodobna, no, ponovadi slovenska kultura. Pride malo zamikom. Ko pride. Če pride, ja. Ja. To je res, ja. Je pa dejstvo, da je glasba sigurno ona najbolj poznana od vseh umetnosti, če ćemo zdaj. Za film sigurno noben mlad, niti jaz iskreno ne pozna sploh nič. Glede Slovenija, ampak po mojem to se pozna, ker so videli dobre. In smo tako navajeni, v bistvu bi samo iz zanimanja šel pogledat mene neki. Glasba je pa po mojem ne bi znal točno, ker jaz poznam ljudi, ki so starejši od mene in zelo malo ljudi, ki so mlajši od mene, me pa zelo zanima, kako se zdaj dogaja kaj z našimi mladimi. Vem, da zelo malo ljudi igra, dejansko katerokoli glasbilo, inštrument. Mogoče s par dni nazaj dobim na WhatsApp eno sporočilo od enega fanta, ki ima 18 let in mi napiše, če imamo ploščo, LP ploščo od Avsenikov od albuma Skozi leto. 18 let. In poznam, kaj zdaj, LP ploščo in od Avsenikov. Kaj je narobe? In sem rekel, ti na dam, kaj nimamo, imamo pa eno nemško, v nemškem jeziku je edina plošča, ki imamo, vinilka. In je rekel, prinesel in sem unesel. Sva se malo pogovarjala, liho tam, tako, kako gre kaj muzika med mladimi, ki imajo 18 let ali kaj takega. Ne igrajo najbolj, ker takrat, ko sem bil jaz, je bilo več in še prej še bolj. Ampak mislim, da narodno zabavna je bolj prisotna zdaj, kot kakšno leto nazaj. Predvsem zaradi teh novorojenih ansamblov in trenda in to se dela, po manj se vrača. No, se vrača tudi v Sloveniji, ne? Ja. Mlajša generacija. Sigurno. Intenzivno, zadnjih 10 let, ne? Ja. Zakaj sta ustanovila band? Zaradi punc ali? Prvi? On je. Ne. Po mojem prav zaradi tega, ker sva si želela igrati to. Ja. Dejansko sva si želela igrati v takem zvoku, kot sva ga vedno sanjala. In je bilo možno. Dejansko. Ja. Kar je on rekel.
In koliko časa je zdržal bend, tako domači zvok? Ma nekaj zdržal. Nekaj zdržal, ja. Ne vem, kako je zdržal. Ste nastopali, tako mislim, Smo, da se ja. angažvali. Šli na par festivalov, kjer smo izgubili vse. Ampak imam posnetke in en dan bom objavil, ni bilo tako slabo, po moje. Ne, ni bilo. No, ste Da ni bila imeli kakšna diskriminacija zdaj. Ja, Ne, ja, je pa neka mogoče. kuhnja. Mogoče. Je pa res, da do zdaj nismo zmagali nobenega festivala, to je treba reči. Ja. Verjetno tudi ga ne bova. Ja. Nobeni ne Končna bomo se- potrebno. ofenzija bo ustanovila ansambl in zmagala vse festivale. Pa sta kdaj pisala svoje komade, oziroma sta jih bosta, si Mislim, tukaj želite to? je Tomi najbolj aktiven. Ja, jaz sem kar aktiven. Mhm. V bistvu sem začel s tem ansamblom. Sem napisal par komadov in smo te predstavili na teh festivalih, kjer smo bili. In me je vedno fasciniralo to, da dam nekaj iz sebe ven. Sicer nisem nikdar študiral, zdaj se zanimam za kompozicijo raznih stvari in zdaj v bistvu sem zelo aktiven v kompoziciji raznih stvari. Od popa do naravno zabavne, do filma. V bistvu me vse zanima zdaj imam fokus tam, evo. Si predstavljaš, da bi 5-6-letnemu Tomiju, ki ni hotel brati not tam pri Ljubincu, bi kdo rekel, da Si še ne malo predstavljam. se ukvarjal Ja. s kompozicijo in s solfeđom in s teorijo. V bistvu sem vzljubil potem, ne? Tako. Samo nekaj cajt je trajalo, veš, Ja. vse se obrne, ne? Zdaj, če gremo tako nazaj, ne? Sta se pisala na konzervatoriju, sta se v bistvu ukvarjala s študijem klasične glasbe. Je bilo to za vaju bolj tako obvezno, bi rekla, so bile to neke kljukce, se pravi pridobitev neke veščine, ki ste razmišljali, da jo boste potem uporabljala v zabavni ali pa narodno zabavni glasbi, ali vas je tudi v bistvu ta klasična glasba prijela malo? Jaz vem zase, da jaz nisem vedel, da bom kdaj profesionalec v narodno zabavni. Jaz sem na neki točki začel delovati profesionalno v klasični in sem mislil, da bom tam ostal, čisto iskreno. To se je vse zgodilo slučajno, v smislu takrat profesionalen ansambl v Sloveniji je bil en in tisto mesto je bilo zasedeno in sem bil tako, ok, moram nekaj narediti sebe in kaj znam trenutno klasično. In potem sem kar Kaj si delal na Finskem, zdaj povej? Jaz sem igral v orkestru, Okay. na simfoničnem orkestru. In potem, zanimiva zgodba, on mi je poslal link na WhatsAppu, da ansambl Saša Avsenika ima audicijo za trobento in sem bil tako, ok, se itak ne vem, če bo sploh to šlo čez, ker takrat po mojem 6 let nisem res igral narodno zabavne glasbe. Sem tako pač doma, občasno radio pa zraven igral, ampak da bi bil res v tem, nisem bil. Takrat si delal kje? Kaj? Takrat nazadnje sem delal v Trstu operi. In on mi je poslal ta link in jaz sem se malo upisal, malo za hec, malo za res. In nisem vedel točno niti kak si pričakovati, ker ti nekako ne veš, kak grejo audicije klasični glasbi, ti je jasno, ponavno zabavni si nisem sploh predstavljal, kako to sploh izgleda. In potem nekako se je zgodilo, da so še iskali klarinetista. Malo zatem so začeli iskati klarinetista in sem v bistvu njemu pol sploh predstavljal. Tako da nekako skrbiva za zaposlitev za Meceno. Prodirata v bistvu slovenski Potiho. prostor. Tiho. Ja, Pod klin. površjem. Pod površjem. Se pravi, da ste prišli Um, tako z malo razlike. Ja. Mislim, Tom je malo mlajši, tako da jaz ne vem, če je on kaj profesionalno prej igral klasični, ne znam. Mislim, ne, če je vprašala... Ja. A ja, Ne, meni, ja. imaš On je prav, prišel- imaš prav, si me popravil, pardon, sem pozabila eno Še vprašanje. mene moraš. Vidiš, kaj si ti po akademiji v bistvu, kaj si se Jaz- odločil najprej ušpičiti? Ne, v bistvu je tako, moja akademska pot je od začetka do konca zelo zanimiva. Pač zelo. In v bistvu sem imel prva 3 leta, dokončal,
z odliko, super, sem rekel, zdaj imam še 2. Jaz sploh nisem več razmišljal o narodno-zabavni, mi je bila pač ansambl smo imeli, to je, zdaj sem videl samo to, pač sprva je bila kljukca, tako kot je bilo z vprašanja, moram to narediti, pač zato, da imel ta papir, da bi vsi veseli, da sem še okej. In pa počasi se je razvilo zanimanje, ampak v bistvu ni tako hudo, ne. In tako kot za note in harmonijo sem vzljubil zelo. In sem se zabaval in sem si v bistvu želel, ne vem točno, kaj sem si želel, ker sem bil še v tem študentskem obdobju. 3 leta sem zaključil in sem rekel, zdaj bom še 2, v bistvu sem bil že sprejet v Padovo, da bom šel. In lih takrat mi je bil ta link, ki mi je poslal, da iščejo. Tako da sem potem se prijavil. In sem si polomil ves plan glede študijev, ki jih nisem še zaključil, ampak letos jih bom, ker je zadnja šansa. Sem imel še en izpit, nepomemben izpit, za zaključiti 5 let, ampak 3 leta je bilo vmes avsenik in se mi ni najbolj dalo. Ker še nam rečem, da nisem imel cajt, ampak bi imel v bistvu čas narediti, ampak se mi ni dalo pač, ker je bilo nekaj novega, sem hotel. In letos sem si rekel, in so mi rekli, ali ko čas letos ali te izpišemo, pač ne boš imel 5 let, boš imel samo 3, ko se jih moram narediti. In zdaj hodim redno na vse ure, vsod, ubogam, sem tiho. Samo da je čim prej konec. V Trstu boš nekaj. V Trstu, ja. Super. Letos. Dobro. Junija. Bom dal zadnji izpit, septembra vas vabim na koncert. Ne, ma glejka, zdaj, ko si rekel, gospa Strgar, ona bo preverila. Ona je iz akademskega sveta in ona je te stvari resno. Tako da zdaj si rekel javno in vsi bomo preverjali. Sej končni koncert je odprte narave, lahko pridejo vsi. Tako da vsi vabljeni septembra. Na zaključni koncert, to bi je super. No, vidiš. Se to mi je bil na mojem, jaz na njegovem troletnem, tako da vemo, da dejansko troletnega je končal z odliko. Si pričal. Kakšna je prvi bila ta audicija pri Avsenikih? Kje je bila? Prvi del je bil video posnetek in tam pač 2 komada po izbiri. Drug del pa je bil zelo zanimiv, ker sem šel v bistvu v Begunje, Avseniku. In jaz nisem vedel, kaj je program te audicije. Jaz sem jih vprašal, kaj bomo sploh igrali. In odgovor je bil, ja, nekaj klasike. Jaz sem bil tako, kaj je klasika, v Avseniku, tako ne vem, 1000 komadov, 100 je poznanih, kaj bomo zdaj igrali. In sem šel tja malo, bi rekel, skoraj malo na blef. In očitno tako slabo ni bilo, no. Pa smo imeli še eno rundo v studiu, kjer smo, mislim, da 3 kandidati posneli 2 ali 3 komade. In pol, ker je bilo zelo blizu med mano pa še enim fantom, sva šla še vsakom delati eno rundo na en špil v živo. Jaz sem že igral takrat in mi je bilo tako hudo. Pač to je bilo nekaj groznega zame, ker sem vedel, da on ga poznam od vedno, ampak jaz sem bil že noter, navijal zanga in nisem vedel, kako ne mu pomagam. Jaz sem že bil v ansamblu. Ti si se kasneje lotil procesa, ampak sprejema, ampak tvoj trajal dolgo. Ne, jaz sem prej začel. Mislim, audicija je bila prej za trobento, ker trobentač je rekel januarja s koncem leta, jaz sem fertik. In tako da jaz sem začel z audicijo poleti že, na kar, ja, avgusta sem jo jaz prodal. Na kar je... Prav, da sta tle, da tudi med sami, na kar je klarinetist rekel, da bo šel in je bilo to full pred, da se je fokus spremenil iz trobente, da je šel na klarinet. Je šel bolj hitro stran, je prej rabo. In bolj so rabili nujno klarinetista in so dali v pauzo trobento in naredili rundo. Vse v redu, vse tako, kot mora biti. In se pravi, in pol je bil še ta špil, tako zadnja preizkus, in pol si bil tisti, ki so ga zbrali. Ampak če veš, koliko je bilo kandidatov, koliko je bilo postavljeno video? Okoli 30. Nisem siguran, ampak ker sem razbral malo, nisem nikoli spraševal, me ni toliko zanimalo, ampak nisem okoli 30. Za klarineto pa nimam pojma. Jaz niti ne vem, koliko kandidatov je bilo. Vem, da je bilo nekaj, verjetno podobno.
Je bilo pa zelo, zelo travmatično, v bistvu, ta proces, ki je zgledalo. Jaz sem imel 3 kroge. Prvi krog, isto ko on, sem poslal video, posnetke. Potem sem čakal ta mail, malo sem ga čakal, obupno. Sem imel eno tablico in točno vem, ki je bila tam pri radiu doma in sem padel naprej za akademijo. In vsake 2 minuti tudi sem refresh, sem imel ok ali ne, kako se je. Sem čakal ta mail, obupno je bilo, res sem bil na trnih. Predvsem zato, ker sam sem se zelo izobraževal v tej glasbi in sem prišel do tega, da nekaj znam, kako se to igra. In tudi zaradi tega so me mogli prepričevati, da se prijavim na audicijo, ker nisem hotel, da bi šel tja in da bi izgubil. Ker pa sem rekel še tisto edino, ker sem mislil, da nekaj imam v sebi, bi mi rekli ne in bi res po mojem bi pospravil vse instrumente in bi jih dal na ogenj, ne vem. Tako da, ampak je šlo prav. Še dobro. Občimo. Se pravi, da bi prvi krog, drugi krog sem šel v Begunje, smo igrali skupno tam malo, podobno kot on. In tretji krog. Se mogo igrati tudi na Golici? So te preizkusili ono, da narediš Ne, v bistvu me niso, ne. Čeprav bi bila zanimiva. Ja, sploh samo to. Ne. Par klasik, tako isto, kakšen solo, tako kamer klarinet malo bolj pomemben, da je. In potem isto, ko on šel v studio, sem posnel na njihove posnetke, so odstranili klarinet in sem slušal, kak sem šel tja, so mi dali par minut, pač, bolj ko ne v prva, pač, kar je bilo. Stvari, ki so bile kar precej tako, in sem dobil 2 dni prej, recimo, mail, boš igral to in to. Aha, Planica, ne vem, če veste, ampak na zadnjem delu je kar neki not tam. In jaz nisem nikdar igral prej. In not nimam, in iz posnetka je zelo težko razbrati vse. Si igral potem po posluhu, niso poslali. Jaz se igrava oba vse po posluhu. Aha, ok. Jaz not za narodno zabavo, jaz ne, on samo če kaj. nisem še videl. Mislim, sem videl, ampak jih nisem dobil. Veš, da obstajajo? Mislim, so tako ena mitičen pojav, tisti, ki si slišimo o tem, ampak noben ga ne ve. V bistvu nekaj materijala je. Je stara, nekaj organizirano. Ampak jaz se branim. Zato, ker po mojem je ena glasba, ki je treba poslušati najprej. In v bistvu jaz sem tako začel in vem, koliko sem se matral v bistvu. Res je bilo težko, ker tudi posnetki niso tako čisti kot danes. In včasih klarinet nekaj naredi tam. In zdaj na srečo je kakšen YouTube, ki se da tudi bolj počasi, ampak jaz sem imel začel... Left, right se skušaš. Aha, klarinet na levi, zapremo desno, kaj dela, ne vem, ok, damo bolj počasi, aha, mogoče tu... Enkrat ni bilo te možnosti in sem dejansko poslušal in... Pa recimo, da tudi danes občasno poslušal stare posnetke in si tako, 10 let igram na robe. Ja, to se zgodi, ja. Ja, pač takrat si tisto sprejel, igral 10 let, nisi več poslušal, ne, pozorno. Enkrat se ponavadi v avto, ko se voziš slučajno, pride v komad, ki ga ponavadi, ker ga skozi igraš, ok, naslednja. In takrat ne, ker ne najdeš telefona, ampak in pa poslušaš in si tako, A tako je, ja. Samo zavest -50. Okay. Bi vidva lahko rekla, da sta uresničila otroške sanje in to skupaj? Jaz ja, sigurno. Jaz sem že rekel večkrat, ko so me spraševali, ko sem šel v ansamblu. In tu je resna zgodba. Enkrat sem sanjal z zaprtimi očmi pod tušem, ker si sam, ker nobenega ni in sem sanjal. Da bi enkrat tako, da bi zbolil takrat ne tisto, da je nič hudega. Ampak da bi slučajno igrali, ne vem, na teranu prišel v Dutolje, jaz bi bil lih tam in me kdo poznal in da bi slučajno, da bi jaz en koncert zaigral, to bi bilo nekaj neverjetnega. Pač so bile dejansko moje sanje. Prav velike sanje, ne une, ki jih ne moreš niti videti, tako daleč so bile. In potem se je to tako zgodilo na srečo, ne vem, kaj ne rečem. Pač vse sem delal na sebi in na to, da igram. Vse se je poklopilo tako, da dejansko sem jih uresničil. In zelo zgodaj. Da sem kar... Tako da ja, absolutno ja. Denes ti?
Vse je vedno skrita želja, ne? Ker ti kot glasbenik vidiš enega na odru, ki igra dobro, si tako, jaz bi hotel, da ti tam naveste. In pol, ja, se to kar malo zgodi in pol greš na prvi špil, ki te zbašajo oni kovi, greš 8 ur in ti si tako srečen tistih 8 ur se voziti, medtem ko so oni tam te gledajo, tako, in ti si tako 8 ur, tako, Ja, moraš skriti, da ne zgledaš zdaj. Ja, da ne zgledaš. Priješ na prve vaje in se pretvarjaš tako, da je vse normalno, da ti je vse v redu in vse bi si tako majhen otrok. Dejstvo. Koliko si čakal tisti mail, Tomi? Ja. Koliko si navijal, da tudi Denis uspe? Sem. Zelo. Ni treba nekaj povedati, ker je Tomi so rekli, da so ga sprejeli na koncertu v Praprotu, ki je v bistvu z vas, ki je med mojo pa njegovo. Nekako. V neutralnem teritoriju so dobro zbrali. In jaz lahko rečem sigurno, da je bilo tako postalo iz koncerta ansambla Sašavce neka majhna zamejska fešta, ki je postalo tako v trenutku narodni heroj. Je prišla gospa Saleš igrati, ne nas. Kaj rečejo vajni nonoti, očetje? Kaj ne slišim? Kaj reče? Večinoma reče, ne. Ponovi, ja, govori bolj na glas, ne. Mislim, kaj rečejo o tem, da mi dva igrata pri Avsenikih? Jaz ko sem prvič prišel in sem rekel, da bo igral pri Avsenikih, moja nona je njih mislila, da je doma za novca. Potem sem rekel, da dejansko pač, in potem si ona strašno želela priti na koncert, ampak starejšem ne igramo prav velikrat. In pa, ko smo enkrat sem zorganiziral, da so prišli za njihovo 60. obletnico poroke, da smo so prišli zaigrati pol ure nekaj komadov, no, vse ni važno. In to je bil, mislim, jaz tako ponosno še nisem videl, no. Priden. Pa kako si priden? Res pravo, priden. In še vedno zdaj na Radiu Trsta, ko imam rojstni dan glasbo po željah, si zaželi sicer njen najljubši komad, ampak ima to pravico. Res ga vedno od Avsenikov, tako da očitno tako malo ponosa pa je res. Tvoji Tomi doma? Jaz mislim, da so, po moje so. Sicer Nonta, oba jih ni juni več, odkar mislim že prej, ne. Tako, sta bila lih tista dva, en je igral kitaro, je bil glasbenik in je imel tudi ansambl nekaj, tako, drugi je bil pa zelo velik ljubitelj Avsenikove glasbe, je bil po moje ona dva bila najbolj. Ker sta mi tudi tu dala, po moje. In Noni zdaj, ki sta še obeživi, v bistvu ne ena, vsi so ponosni, po moje. Pa Nonota nista dočakala, praviš? Nista dočakala. Nista imela te sreče, Ja. da te videla na odru. Sem pa jaz dočakal. To je važno. Nekje sta, ne. Zdaj me zanima še oni drugi vidik, ne, dobro, da sta pa še v Begunje na audicijo pol in tako naprej. Mislim, kako sta se vi dva zamejca zdaj v to druščino gorensko, ljubljansko vklopila, kako ta dinamika teče? Na začetku je bilo veliko nesporazumov. Mislim, nič slabega, velikokrat sem bil tako, ok, kaj zdaj ta govori? Pa ne upaš vprašati, ker tako malo, ti misliš, da vsi, očitno vsi razumejo, ti ne, in pa sem malo gledal Tomija, se rekel, ti znaš kaj govoriti? In on me je gledal tako, ne. No pa nekako se, mislim, vse drugače so se vedno potrudili, no, da nismo tam outsideri, to je treba povedati, in smo se nekako ujeli. Podobno, vse pa bolj konecka prišla tja. Jaz sem, recimo, ko sem delal v šole, sem bil med najboljšimi v slovenščini. In sem si vedno rekel, ponosno. Nekaj znam, ne? Tako malo slonovnice, kakšno besedo več kot drugi moji soletniki.
In se še zgodi, da jaz prijem v en resno slovenski prostor, ker so Slovenci dejansko, in si rečem, ok, ne, nisem na istem nivoju. Ampak ni nič tako hudega. Je pa treba tudi poudariti, da so Gorenjci in kar po njihovo. Se niso nikdar matrali, da bi v knjižni slovenščini precej izrazov z nemščine, ker jih nismo poznala in tako v narečju. Koliko so Avseniki znani? Se pravi, recimo, ko pridete na koncerte, ko nastopate, recimo, ko pridete v nemški govorni prostor, koliko vas poznajo, koliko je ansambl še, koliko so še zvezde? Tudi ni več Slavko in Vinko Avsenik, ampak je še vedno ta blagovna znamka, je kontinuiteta, je Saša, koliko je še živa ta slava, bi rekla Avsenikov? Jaz bi rekel, da kar se tiče bolj juga, pod navednicami, torej München, okolica. Juga, severa. Ja, mislim, juga nemško govoreči. Juga za naše delovno, za naš delovni prostor, torej Avstrija tudi, pa tudi v končni fazi Slovenija, smo nekako mi postali nasledniki, ampak tudi poznani počasi po naših komadih, po našem ustvarjanju. Se je zgodilo par hitov, se je zgodila Bolha, ki je tudi se začela v bistvu kot komad v nemščini, pol je postala slovenski. In se je kar nekako nam je to dvigano, ne bom rekel v sekundi, ampak malo zelo hitro nam je dvigano staž. Bolj pa, ko greš severno, bolj v Nemčijo, bolj pa postane to neka nostalgija starih Avsenikov. In pridejo predvsem ne toliko za naše skladbe, ampak bolj zaradi recimo te dediščine, ki jo pustil Slavko in Vilko. Ja, v bistvu stari Avseniki so izstrelili po celi severni Evropi, recimo, nemško govorečih, ne? In potem se je rodil ansambl Saša Avsenika, ki je v bistvu začel kot da obuja vse pesmi, komade iz... Ja, kot nek tribute band, ne? Ja, cover band, ja, v bistvu. Mislim, je malo grdo zveni tako, ne bi rekel cover band. Tribute, no, se tribute je malo boljše. Pač ansambl, naslednik. Neka vrsta Kazadej, ne vem, kako bi to In pač je bilo videti v letih, ko so šli naprej, pač so stari hodili, v začetku po mojem so vsi hodili na spominjanje detka, ne? In so tisto iskali. In se je poznalo v letih, bolj ko so šla leta naprej, bolj je z severa, recimo z Hamburga, šlo dol. Ljudje so itak počasi pomirali, vedno starejša publika. In takrat, ker še ni bilo naših komadov, se je prav videlo, kako gre to zmeri bolj dol. In bilo vedno manj interesa. Smo rekli, se bo izumrlo vse čez malo, ne, pač tako. In zdaj na srečo smo mi pač spet eno bombo dali, tako reči. Tako da zdaj se pa širi spet nazaj gor z naše strani. Tako da prostor je velik, moramo samo delati prav. Čim boljše. Se pravi, da vi čutite to kot važno, recimo to novodobno ustvarjalno moč, ki jo ima ta zasedba. Da ste živi, da greste naprej. Mislim, to je edina razlika, to je edina nadgradnja, ki jo še imamo, no? Recimo tako. Ker bi rekel, da glasbeno smo zdaj zelo solidni, dediščino imamo, zdaj pa je čas, da nekaj svojega tudi povemo, ne? Saša je močna ustvarjalna osebnost. Ja, recimo Bolha je njegov komad, ne? Tako da, on ima veliko dobrih glasbenih idej, imamo pa tudi par drugih elementov, kot je recimo Tomi, ki je tudi veliko prispeval v ansamblu, ki pol še to malo nadgradijo pa pomagajo dati temu recimo tako končno obliko, ne. In pol itak nova glasba nastaja vedno s tem, da nekdo, recimo Tomi ali Sašo ali tisti, ki je, prinese neko glasbeno idejo, navaja in pol se to preigra. In skušamo razumeti, kak potencial ima, kje je nadgradnja, kaj bi lahko naredili. Tako da ta kreativen proces v resnici je tudi nekaj, kar jaz bi rekel, da je tako nekaj, kar vsi glasbeniki
imamo radi in v bistvu hočemo biti del teh novih stvari. Ti tudi rad delaš s Sašo, jaz se upravičujem, to imava Zano, midve vedno, kako se sklanja Sašo. Sašo tas, bi jaz rekla, ne vem, kaj se ti zdi. Na Primorskem delu sigurno Sašo Tom. Sašo Tom. Mislim, tudi to kreativno delo, v bistvu, kar si rekel, te zanima kompozicija, te zanima ustvarjanje glasbe, je to v redu okolje, ansambl? Ja, to je ta glavno. Kako se reče, ansambl Saše Avsenika? Saša Avsenika, ker je Sašo, ni Saša. Ta slovenščina. Saša, skratka, je ta ansambl v bistvu dobro okolje tudi za to kreativno plati. Ja. Predvsem bi dal kar, v bistvu kar v tem trenutku, ko se reče, zdaj ustvarjamo nove stvari, zbiramo ideje za nove stvari in se obeta zelo lepa muzika. Super. Tako da. To je že napoved za prihodnost. Zdaj, za Stožice ste se odločili, ne? Očitno prav, ker koncerti decembra in kart. Skoraj zelo malo. Tako da imate zadnje priložnosti. V bistvu Stožice so skoraj že razprodane, je pa še ena še boljša priložnost, ki se obeta, skorajšnja priložnost, da slišite ansambl Saša Avsenika v živo in sicer v Novi Gorici. Kot veste, se približuje ta dogodek Dobrodošli doma, ki bo letos dolg 10 dni, tako da ne vem, kako bomo zdržali, bo treba malo trenirati. In se bo zaključil v nedeljo 22. junija na Bevkovem trgu v Novi Gorici s posrednim dogodkom, prireditvijo Dobrodošli doma in potem z koncertom in veselico z ansamblom Saše Avsenika in s Tomijem in Denisom tudi na odru, tako da se tega že zelo, zelo veselimo. Drugače igrate tudi pri Slovencih po svetu, ne? Kakšen je tam ta občutek? Se vam zdi, da prinašate en del te slovenske identitete, tradicije tudi na druge konce sveta? V Kanadi ste bili prav pred kratkim, ne? Ja, tok noč na kupu še nisem videl, no. To lahko rečem. Med publiko. Ja, pa tudi recimo od najmlajših, ki so bili res otroci v nošah, ki nisem vedel sploh, da obstajajo tako majhne noše. Jih bi kar pojedel, ker sem tako pil, do starejših. In v bistvu smo ugotovili, da je, veš, da je veliko Slovencev v Kanadi, ampak si ne predstavljaš, dokler nisi tam, ne. In smo spoznali veliko enih gostoljubnih ljudi, pa tudi veliko enih Slovencev, ki so prišli recimo iz Clevelanda, samo zato, da bi prišli na naše koncerte. In to je nekaj, kar si lahko štejemo v ponos in tudi to, jaz sem siguren, da tudi z enim, da ta skupnost še živi in da ohranja v bistvu to svoje slovenstvo skozi noše, skozi tudi kulinariko in tudi skozi neko slovenščino, ki nam zveni zelo smešna, ampak je pa zelo prisrčna v resnici. Ker je malo arhaično v bistvu. Malo arhaično, pa imajo ta angleškine glaski na začetku, ti misliš, da se zafrkavajo, ker to so se res, pa ne mislim to nikakor kot žalitev, ampak kaj je bilo tista slovenska nadaljevanka, TV Dober dan. TV Dober dan. Ja, ker je imel Jernej Kuntner. Ja, tako. Jaz sem mislil, da je to karikatura. V resnici pa dejansko tako govorijo, ker je drugače zelo, zelo, zelo lepo, pa cute. Na začetku te malo vrže iz sira, ker iste besede zvenijo malo drugače. In pa isto moraš gruntati, kaj skuša povedati. So pa nas zelo izjemno lepo sprejeli in jaz se bom veselil še enega obiska v Kanado, če bo prišel povabilo. Odlično. To mi je najbolj težko vprašanje zate. Najtežje zate. Zato, da boš zmagal, ko si rekel, da zmeraj da hočeš zmagati, da zmagaš. Samega sebe. Najtežje vprašanje. Tudi kot glasbeni ustvarjalec, ko pišeš glasbo, novo vznemirljivo glasbo za novo obdobje Avsenikov za prihodnost in tako na podlagi te tradicije,
čutiš v bistvu moč in težo vse te kulture, vse te identitete, vsega tega slovenstva, ki na nek način je, bi rekla tako, združeno v tem kulturnem glasbenem fenomenu in kako doživljaš? Ja, sigurno, da čutim. Podzavestno celo po moje, da imam to, ki me žene spet igrati Golico in se ne naveličati pač dejansko, ker igramo vsak koncert in se v bistvu jo rad igram vsakič, vsi me vprašajo, kaj nisi tu tam? Ne, pač ali sem poseben, ali pač nisem, ne, in to je po moje noter že prav, že od rojstva in ker delam tudi druge skladbe, za druge stvari je precej lažje, zato ker imam sliko, lahko grem svobodno, karkoli, tudi če ne bo všeč, meni všeč, recimo lahko da. Ker pa za Avsenika je toliko enih stvari, treba tako, kar malo počasi se dotikati, ne, ker je vroče. Eno je priimek Avsenik, ki je neki pomeni, ki mora biti neki v stilu, da ne bi zdaj zašli neki, ki nas bojo. Ne, pa zraven mora biti slovenstvo prisotno. Oni so opisovali Slovenijo po svetu, ne, v bistvu so kar ena taka močen pojav za Slovenijo, ne, po svetu. In mogoče se tega mi bolj zavedamo, kot dejansko ki ste vi prav Slovenci, ne, ker ne veste, kako je biti včasih brez te kulture, ne, ker se stalno, kaj šele v Kanadi, ne, ker pridemo mi enkrat vsako toliko, veš, da je, mi ne moramo razumeti, ne, niti mi dva, ker sva včasih brez in sva probala malo drugih unikov. Ja, se pozna. Ko si brez nje, poznaš, kaj pomeni, kaj ti to vse pomeni, ne, če imaš vsak dan, vse kot vse, v bistvu, ne. Si kar navajen. Tako da ja, odgovor je ja, čutim. Dobro, vsi čutimo. Ima kdo kakšno vprašanje, pripombo? Ja. Izvoli. To mi je pozabil en delček karijere, ki ne boj se ga. Yes. Ker morda sem prepričan, da publika tukaj ne pozna. Smo imeli zanimivo tisto poglavje tvoje. Ja, res je res. On je sicer z naših krajev se videvava skoraj vsak dan v baru zjutraj. In je bilo eno obdobje med domačimi, skupaj z domačimi zvoki, sem bil še v enem ansamblu, ki smo bili taki poredni. In smo In smo se oblačili malo smešno in smo delali smešne stvari. In mislim, evo, že po imenu, ne? Ja, ne boj se ga, ne, se imenuje. In smo dejansko, mislim, smo nekaj pripomogli k temu, da smo slovensko besedo, tudi če v drugem stilu ni bilo nič intelektualne, v bistvu vse obratno od intelektualnega, ne, bilo bolj za žur, ampak smo vseeno pripomogli k temu, da so mladi nas poslušali in smo delali ponavadi kakšne smešna besedila na svetovne hite ali kaj takega, ampak v našem jeziku včasih je bolj slovensko, ki je bolj po domače. Tako je, ja, eno zanimivo poglavje. Nekaj skušamo dati vedno, tem, če gre, ne gre. Vse vedno so različne poti, ne? Vsaka je spoštovanja vredna dejansko. Ne? Moj oče je nastopil v videospotu od Ne boj se ga in se je na to pripravljal 2 tedna. In njegova naloga je bila to, da nese 2 branti v kantino. Da je vzel zelo resno, ker pač je bilo treba vzeti zelo resno, ne? Ker je leto videospot od Ne boj se ga in to bo nekdo gledal, ne? Vendarle, ne, pomero klike. Ne, vse so. Ima kdo še kakšno vprašanje, komentar ali pa... Ne, mislim, če se vmes spomnite, kar glasite se, tudi če vas ne vprašam še posebej, nekaj zdaj približno nekako tako čase nam izteka, mi smo začunali tle na uradu, da po 1 uri se gre na en laž, tako približno imamo ko virunde na koncertu, eno urco, pole malo cajt za Tako da, če boste face ploskali, ne, Bomo še eno, ja. Bo še. Ja, se morate iti dol in pa priti nazaj, vsa tista dramaturgija. Jaz bi prvo nekaj povedala, prvo vas bo nekaj vprašala še, ker nismo se dotaknili enega zelo pomembnega področja in to je ljubezen. Ker sem slišala, da imata oba zelo fajn partnerke, da Denis ima eno fajn ženo, ki se ukvarja tudi s področjem zamejstva. In da Tomi ima eno fajn punco, ki se ukvarja z plesom, z cheerleadingom in da je v bistvu tudi
pripomogla k temu, da je slovenska cheerleading reprezentanca dobila Ja, res. kar nekaj medalj na svetovnih prvenstvih. V bistvu je bolj Slovenka kot jaz. Na papirju. Je bila v reprezentanci, predstavlja Slovenijo na svetovnem prvenstvu, ima državljanstvo, vse, bolj kot jaz, ja, dejansko. In dejansko Oba sva, no, oba sva jih enkrat, sva se pogovarjala, ker nisva nikdar razmišljala, sem rekel, oba sva nekaj tako strmiva, oba nekaj zelo nadpovprečno, ne. Tako k Sloveniji, nekaj pripomb, tako da bi mogla nekaj narediti, saj ne, ampak tako gre, ne, No, tako jaz gre poti. tle, v bistvu tako, če boste imela otroke, najmanj predsednik, ne? Ba, ja, sigurno. Najmanj. Ampak živiš pa ti še doma, ali kako je tvoja Ja. življenjska, se voziš v bistvu? Ja. In mislim, da se tudi bom, nimam nobenega plana, da bi se preselil v Slovenijo ali v Gun ali kamorkoli. Sem pomislil sicer, ne, ampak Niti v Dutovlje, ne. ne. Čeprav tle, mislim, bom prav iskren. Naši vsi se, kakšni se imajo zelo za Slovence, mi smo Slovenci, sem ponosen tu, ampak dejansko se ne družijo s Slovenci in včasih ne vejo, kaj to dejansko pomeni. So druge navade, je drugi jezik, in to 24 ur na dan. In ko smo, recimo jaz, ko sem začel, dejansko, ker njega še ni bilo, so bili vsi Slovenci okrog mene, cele dni v Nemčiji in in stalno. Sem si rekel, kdaj imam jaz malo italijanske televizije gledal? Pač normalno mislim, da je, ne? Jaz sem rasel v dvojezičnem, ne? To še ne pomeni, da tam mi nič ne pomeni. In ko smo naokrog in jaz prijem ob 5 zjutraj domov in zaprem avto in so že ptički in nobenega vsali, ni avta. In zadiši, zavoham morje, vse in tu, raje čakam na koloni, to mi nekaj da. Tako bom zdržal zavedno, se mi zdi. S tem, da se vrnem tja, ker me. Vete, kot ti Denis imel pa to srečo, da ljubezen te pripeljala v Ljubljano in evo, Ja, jaz se ne bi preselil v Ljubljano nikoli, če ne bi bilo zaradi Jane, če si iskreno bom rekel, jaz se čist strinjam z njim. Romantika. Samo ja, ljubezen gre, eni pravijo skozi želodec, očitno gre zame skozi muziko, tudi to. Drugače so se midva prvič videla lih na Dobrodošli doma. Tako da urad združuje Slovence. Super. Hvala, smo mu plačali posebej, da je to rekel. Moja žena nima počitnic, nima nobenega dneva fraj, vedno se mora ukvarjati z enim zamejcem. Ko zaključi službo, ima še enega zamejca doma. Vsaj se naučila nekaj italijanskih besed, sem bož, da jih ne ponovim tukaj. Je treba pustiti malo skrivnost. Ja, seveda. Mi smo se imeli tako lepo z vama dvema. Res smo uživali to uro, ne? Prekrasno, res. Poleg tega, da sta odlična glasbenika, sta fajn fanta, izjemno pametna, simpatična in res hvala. In ni čudno, da smo vas vzeli Avseniki, ker bi bili neumni, če vas ne bi. In jaz bom zaključila samo z enim vabilom, res, da pridete v Novo Gorico. Tisti, ki ste mogoče spremljali naša družabna omrežja, ste videli, da smo lani naredili tak eksperiment, da so Slovenci v zamejstvu in po svetu skupaj ob Dnevu državnosti zapeli Ljubim te Slovenija zelena, ki je od alpskega kvinteta, tako da nima veze. To so delovali zamejci. Ja, tako. Ampak letos smo izbrali Slovenijo kot lepote tvoje, ker je to pač najbolj klasičen, domoljubni Avsenikov valček in bojo naši rojaki po svetu že pridno plešajo, pojejo na bazo, ki jo je ansambel posnel in bomo na tem odru v Novi Gorici tudi na en tak lep način združili te posnetke in izvedbo te legendarne skladbe v živo in jaz se že veselim, da bomo malo jokali in če ne bomo, pomeni, da nismo naredili prav. Tako da se vsi ti vidiki tako lepo prepletajo, no, in eni pravijo, da so Slovenci vedno žalostni, Avseniki so eden od dokazov, da smo Slovenci
živahni in veseli ljudje, sploh ko spijemo en kozarc vina, kar se je zgodilo točno zdaj. Hvala vsem, ko ste prišli in ostanite še malo, da se malo podružimo. Hvala.